dobrodošli v našem kulturnem domu. Arheološka razstava nas vedno pelje v en svet iz preteklosti. S pomočjo vseh delcev sestavljajo zgodbe, kako so naši predniki živeli. Zdaj bi pa jaz kar javno predala tebi, to pa kar je malo prej. Hvala lepa. Skupaj dobro večer. Res kako, da smo v takšnem številu zborali na tej zdaj že tradicionalni predstavitvi arheološke šole. Arheološka šola traja v bistvu že 4 leta. 3 leta so na tudi terenske skopavanja, 4. leto, mislim, eno leto mesenih blok se je narod prevodila. Tako da, ampak tudi tisto leto smo imeli pa predavanje, pa v bistvu razstavo smo takrat postavili. Tako da smo upeti v to arheološko dogajanje. Veseli smo, da je arheološka šola tradicionalna, da se je tako dobro prijela, da so študentje, ki prihajajo, dve študenti, ki sta v bistvu že vse 3 leta na terenu. Tako da ja, zdaj v tem času, kot sami veste, se je sprostila tudi ta stavba. Ukrajinski otroci so šli domov, so šli v posvojitve. Tako da smo dobili šolo nazaj in takrat smo se pogovarjali o tej arheološki šoli. Je tekla debata o tem, da bi tukaj zasnovali interpretacijski center te dediščine gradišč. In to, kar vidimo pred sabo, te dve vitrini, ta razstava, je mogoče prvi korak v tem. Tako, bi dal besedo mogoče kar gostom, vse poznate od preteklih let, profesorja Adrian in Kevin, in pa seveda Boštjana Lašarna, ki je pa res, ko smo želali ugotavljali nov slavec. Častni občasni na svet. Tako da, Boštjana, prosim. Adrian, please, sorry, ladies first. I need the support. Hvala vsem, kjer ste nas sprejeli v Slavino. V veselje nam je delati s tako dobro skupnostjo, Kevin in jaz. Zdaj pa še najmaliči Margo. Se radi vračamo vsako poletje. Nekateri študente so se vrnili že 2-krat ali 3-krat, ker jim je tukaj zelo všeč. Hvala za vas. Najprej smo prišli sem zaradi zanimiv arheologije, a se vračamo, ker so nam Slavine in njeni ljudje všeč. Tukaj se počutimo kot doma. Hvala vsem. Perfektna slovenščina. Se pravi, bom kratek. Moja soproga je rekla, ne bom kratek, ker ko govorimo o arheologiji, me včasih odnese prehitro ulica okrog, ampak bom manj kulturca, zunaj že nas čaka nekaj dobrega. Skratka, da malo obnovimo, zakaj se pravzaprav gre. Poletna šola arheologije, tale vak pomeni Wolves and Caesar, volkovi in cezari, v angleščini, v Slavini. Se pravi, sodelujoče inštitucije, se pravi Univerza Wisconsin, Narodni muzej v Sloveniji, kjer jaz delam, potem znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, se pravi Inštitut za arheologijo, par vojaške zgodovine v Pivki in seveda, ko boste oblikovali svoj logo tukaj v Slavni, krajovno skupnost Slavina. Zdaj nekaj idej imamo, kak bi bila lahko logo, da ga bomo potem lahko dodali. Se pravi, kaj je v bistvu arheologija ali pa arheološko vedo pritegnilo v te kraje? Če pogledamo karto Slavna, v neposrednji okolici kar 4 gradišča, se pravi, gre za naselbine iz prazgodovine, iz
poznega obdobja prazgodovine, se pravi, govorimo o teh kovinskih obdobjih, bronasta, železna doba, se pravi, gre za neke ostaline, nekih starih krajev, starih naselij, izpred 2000 let in več. Ne? In tukaj je neka zanimiva koncentracija, ne? Imamo gradišče, svetsko gradišče, slavijsko gradišče, reče tudi Obroževo, pa Bava, kjer zdaj delamo. In potem tudi enkrat, ko smo šele pred časom, pred parimi leti docirali Podvršek, ne? Hrib Podvršeka, ne? Je tudi gradišče. Se pravi, neka izjemna koncentracija. In ko smo zbirali te podatke, najprej kabinetno, da tako rečem, o teh naseljih, ne, se pravi, neke najde so prihajale nedavniki, pač geografski podatki, taki drugačne ostaline se vidijo, ruševine obzidja, se je tudi pokazala ena zelo zanimiva zgodba v tem širšem kontekstu. Ne. In ta širši kontekst se kaže ravno v obdobju 2. in 1. stoletja pred Kristusom. To je pa časa, ne, ko so Rimljani že probirali ta severno-jadranski prostor in so ustanovili tukaj v Ogleju kolonijo leta 181 pred Kristusom. Oni pridejo, menda zato, ker so se hoteli neki Kelti iz druge strani ali po tej ravnici naseliti in potem rečejo Rimljani, to pa ni v redu, Venetis, ker so tu prej živeli, so naši zavezniki, mi bomo zdaj to preprečili, da bomo tako, da bomo seveda vojaško prisotni. To so vzorci, ki se vedno znova ponavljajo, če gledate danes, če odprete zvečer odmeri, ne boste videli, kako so te vzorci v zaveznikih, geostrateška, kaj se zdaj dogaja, Iran, Izrael, Amerika in tako naprej. To je pa podobno. Pridemo, bomo postavili kolonijo in pridemo z vojsko, da bomo to držali. In ko so prišli z vojsko, so seveda začeli hitro posegati proti severu od svoje kolonije, pa proti vzhodu od svoje kolonije. In tudi ta je karta, ki je dosti aktualna, kaže vse sledove rimske vojaške prisotnosti v 2. in 1. stoletju pred Kristusom. To je pa vse starejše, recimo, od Demonja, ko so ustanovili Ljubljano, današnjo Ljubljana Remona je bila ustanovljena leta 14, ali pa pravi leta 15, se pravi zadnje leto vladavine cesarja Augusta, prvo leto vladavine cesarja Tiberija. Vsi ti znakci tudi so starejši in ena izredna koncentracija znakcev, ki kažejo prisotnost rimske vojske, je ravno tukaj na tem notransko-kraškem prostoru. In Bava se je nekako pokazala kot nek najbolj zanimiv hrib s temi ostalinami te stare naseljine. Zakaj? Ker smo imeli neke podatke o posamičnih najdbah, ko so jih večino pobrali že nekje od 80-ih let naprej, te inspiracije starin, ki hodijo naokrog z detektorji. Nekatere smo pač smo začeli z njimi nekako sodelovati, smo te najdbe pridobili. Mimo grede ravno možak, ki je našel ta lep res zakladih teh rimskih srebrnikov in keltskih novcev, se je ravno te dni pri nas tudi oglasil in je pokazal točno, kje je bil. In našel še en drug zaklad rimskih novcev. Skratka, to smo začeli zbirati na to, in kaj se je kazalo, neka dvojnost na te Bavi. Ta dvojnost, ki se je kazala na en stran v prisotnosti vojaškega materiala, to so izstrelki slučeni za prače, se spomnite, David in Goliat, kako je David pregral Ham, pa je zabrisal Goliat, bi rekel, učelo, da se je zgodilo vrtu, čeprav je ekstremno dobro oborožen, v primerjavi z Davidom, pa Goliat je zgubo, rimska vojska je tudi to uporabljala, samo niso pobirali kamništvo, ampak so v njih take svinčeni želode in so ekstremno. Tudi druga vojaška oprema je bila, veliko dokazov je bilo, med drugim tudi tale zakopan zakladi teh rimskih srebrnikov, v katerimi najmlajši datiramo leta 72 pred Kristusom, mlajših novcevnikov, ki je kazalo na to, da so Rimljani to gradišče okoli napadli, uničili in ni bilo okoli več posebno. Mi smo pa hoteli to zdaj so še neke druge najdbe, recimo neke rodovki, nekih zapomnov, potem so te značilni, te žeblički, s katerimi so bili rimski vojaški sandali podkovani, spoznati jih tako, da imajo na spodnji strani
križ pa 4 bunkice. Vse to je odlično segalo v nekakvih čas, ko pravzaprav ta prostor obleduje ta dva najbolj slavna Rimljana, kdo pa drug kot Gaj Julij Cezar, znameniti državnik. Je pa zanimivo, veste, tako 2000 let mine, če mi to danes reče Julij Cezar, so večinoma pozitivno se o njem govori. On je bil pač imenitelj Rimljan, on je postavil koledar, ljubljanski koledar, je bil razgledan, je pisal, je opisoval tiste galske vojne, kako se je boril z Kelti, je gradil ceste, slavoloke, premagal barbare, je bil sploh imeniten človek, ampak če zdaj gledamo nekaj in pa seveda zgodovino piše zmagovalci, to je, če vi verjete zgodovinske vire, tako, izključno zgodovinske vire, tako, arheologija včasih ene stvari postavi malo drugače in mi danes dobro vemo, veliko se govori o genocidih, ki se dogajajo po svetu, tudi Julij Cezar, veste, ko je osvojil Galijo, on je določena plemena izstrelil in ni gledal ženska, staric, otrok, to so določena ljudstva, galska, na območju današnje severne Francije, ki so ga izbrisali od dojenčka do starca. In to je tudi arheologija odkrila velika množična grobišča, ki so jih datirali v ta čas. Zdaj, njegov posilovljenec je bil seveda zdaj August Octavian, ki je tudi v bistvu prvi rimski cesar. Včasih je narobe tudi v šolskih učbenikih, jaz sem že malo upal. Vsi rečejo, da je bil Cezar prvi rimski cesar, a ni bil, je bil prvi, najmočnejši državnik in diktator v nekem trenutku, nikoli pa cesar. Cesar je bil prvi in edini rimski cesar, bil August. Je pa res, da so oba dala ime dvema mesecoma, če drugega ne vemo, se bliža, čeprav že zdaj kot Julija. August se tudi bliža, čeprav je že zdaj kot Augusta, vsaj za nas. Vroče je izredno, kot na soncu podelamo. No, ampak ta dva človeka, ta konec te poselitve na Babi povezujemo ravno z prisotnostjo rimske vojske v njegovem času, ko je on vladal ali pa obvladoval ta prostor, ali pa bil tudi imel vpliv, tudi svoje enote v Gleju med letom 59 in 46 pred Kristusom, ali pa malo kasneje, ko je Gaj Octavian, kasneje August, vodil tako imenovane Ilirske vojne proti vse do Donave v letih 35 in 33 pred Kristusom. Z našo najdbo smo se zdaj imamo en nov srebrnik, ki se ga boste lahko tam zadnji v vitrini ogledali, ki je malček mlajši, in se že lepo približujemo. Prej smo bili 72 pred Kristusom, zdaj imamo tam 50-40 let pred Kristusom, se pravi, se nekako bližimo temu Cezarjevemu času. Zdaj samo najdišče, zdaj tu je ena taka večina ljudi, ko to vidi, reče, kaj je to za ena packa, ampak to je v bistvu ta zelo natančen mikroreljef najdišča na Babi, kjer se zelo fajn vidi ta neka kapljičasta oblika tega naselja, ki ga je obdajalo obzidje, dodatno je utrjeno še malo na severni in južni strani. In zdaj te čudne neki sledovi vmes smo hitro ugotovili, da so ostanki nekih objektov, nekih hiš, in prav tukaj smo potem tudi zastavili našo sondo. To je zdaj nek malo bolj poševni pogled, ker se pod nekim kotom se lepo izrišejo z te strnine, tudi zjutraj gor. Rimemo, da pridemo čez tole ostanke tega obzidja, tule izkopavamo, zelo fajn se pa vidi, nekako to razdelitev naselja na nek bolj naseljenski del s temi terasami, kjer so verjetno hiše, in ta del, kjer zdaj mi raziskujemo, kar bolj razgrivan, pa tudi glede na najdbi kaže, da je bil verjetno so predvsem delavnici ali pa celo neke štali in tako naprej. Ena zelo fajn zadeva na Babi je pa ostanek tega stolpa, tukaj na severni strani, to je zdaj ta konica te kaplice gleda recimo v smeri Nanosa, za katerega smo mislili, da gre pravzaprav za nek verjetno proti neko zaklon za en top, neko vojaško gradnjo,
ampak zdaj smo prepričani, da pravzaprav gre za arhitekturni element, ki je povezan s časom življenja gradišča, kar je pa kar precejšna posebnost tudi širše v arhitekturi gradišč v kombinaciji z nekim vhodom tudi od strani. No, zdaj nekak širši tale pogled z drona, tukaj je locirana tukaj tale naša sonda in potem še tak vertikalni pogled, kjer zdaj izkopavamo, že potem je rečeno 3 leta, in potem iz zadnjih dni, kjer smo v bistvu se že kar fajn poglobili noter v ta objekt. Zdaj, kaj ugotavljamo, že originalno gor na terenu so tako neke majhne dolinci, kot neke vrtače. In potem v te vrtače noter, ki so to je tudi geolog nam utrdil, da je že naravno bila vrtača, majhna vrtača, in so notri v njo so oni postavili neke objekte, neke stavbe. So pokresali malo tiste vogale, ker vrtače so ponavadi tovarne, so pokresali vogale, da so postali tako pogodna oblika nekako zasnovana in boste videli bolj tudi z nekim vhodom. Se pravi, verjetno je to kar pomembno tudi zaradi mraza, vetrov, burje, kakorkoli, da so si neke objekte postavljali tudi nekako so bili tudi nizke stavbe, nizke objekti, delno tudi kopani v tla, ravno zaradi te zaščite. Kot vidimo zdaj pred soncem, bi bilo kar fajn imeti tukaj kako senco. Tako da bi malo zahladili, pa lepo zamazano z glino, da bi bilo recimo lepo hladno noter po zimi, pa bi te pa odpihnilo, če bi del vse nekako zelo visoko postavljeno. Tako razmišljamo. Zdaj, material, ki ga dobivamo, je večinoma gre za razbito posodje, lončenina, gre za vse boste videli tam nekaj primerov v zadnjo, nekako se to je potrošni material, tako kot danes plastika, pečevinke, vse, kar nečemo stran, to je neverjetno, koliko ena družina na dan enih smeti proizvedeno. Na nek način je bilo podobno s keramiko v času Rima ali pa v železni dobi. Posode so se lomile, keramika, lonci, piskri, amfore, to je bil potrošni material in tega se največ, imamo pa nekako res dve orientaciji, nekaj v tej lokalni železodobni tradiciji, starejšega obdobja, nekaj pa uvožen material, ki prihajajo iz Ogleja, iz tiste postojanke rimske razdrte, mogoče tudi vse amfore, sklede, take zadeve. Ogromno je res te žlindre, tako da neka ta metalurška, kovaška dejavnost se tukaj zelo izrazito kaže skozi material, se pravi, gre za neko kovačijo, zelo verjetno v enem trenutku, no to je pa ta najbolj krasna najdba, to je zdaj identičen novc, ki ga najdete na internetu, zadnji ga boste videli v vitrini, ni ščiščen tist zadnji, bo še bil, in se bo lepo srebrnil svetu, ampak tam motiv boste zelo lepo prepoznali, gre pa za novec konzula Emiljana Pavla, to vam moram povedati. Se pravi, na eni strani je upodobljena boginja Konkordija, to je zanimiva boginja, Rimljani so verjali, da je to boginja dobrih namenov, pogovora, sodelovanja, kompromisov, diplomacije celo, nekaj, kar bi danes precej dali v tem smeru. Taka fajn boginja, ki mogoče tudi simbolizira to naše super sodelovanje, tukaj v Slavni, z Američani, z parkom, z zgodovine in vojaške in tako naprej. Na drugi strani je podobne dali nesrečni Emilijan Pavlus, za katerega smo to prvi mislili, Emilijan Pavlus, on je leta 168 pred Kristusom premagal Grke, slavne Grke, Rimljani so 168 pred Kristusom šli na Grke in so jih sesuli, konca Aten, Šparte, vsega, Rimljani so postali šefi Sredozemlja.
In potem se izkaže, ko študij te ikonografije, numismatike dobro poznajo, da je novec manjši novci iz leta 62 pred Kristusom, se pravi več kot 100 let kasneje. Kaj se potem pokaže, ko gre človek študirati, ne? Že njegov vnuk, ki se je še vedno hvalilo, pa je vidstvo postal seveda konzul v Rimu, pomeljeval vojski in tako naprej, ki se je še vedno hvalil s tem, kar je njegov dedek naredil. On je osvojil Grke, gledajte, kako to je celo upodobljeno. To je on, ekstremno povečan, Grki so prav mečkini tukaj, ponižni in tukaj je orožje vmes, ki je zaplenil Grkom. Tok cajta je pri Rimljanih veljala ta stara slava, recimo to dan še opažamo po svetu. Angleži so taki, oni še vedno mislijo, da vladajo temu svetu, čeprav njihov imperij že zravno, ko se že zdavnajo, No, skratka, najdejo se tudi krasne stvari, najbolj smo odrobili tudi keltski novec, srebrnik, tudi več drugih kovinskih najdb, kot recimo neki polizdelki, železni, ingoti, to imamo zdaj trenutno v naši konzervatorski delavnici v čiščenju, v pripravi, tudi lani smo našli tak, najprej smo mislili, da je kipec, ampak gre spet zaverjetno za neko delavniško zadevo, nekaj zgleda to, da bi dve bronaste zapestnice bile pritaljene eno z drugo. Se pravi, to je zelo značilno v tistih časih, da so pobirali nek material, da reciklirali potem za novo izdelek. Se pravi, material, bron, železo, to je bilo prepoceno, so pobirali, talili, reciklirali, delali nove stvari. No, ali najdemo res še fajn stvari, to mislim, da je iz en teden nazaj, je zasijalo tak srebrno obroček s bunkicami, tako da Sidney tako zelo srečna najditeljica, kako gre za res star simbol. Na Slavinskem gradišču so bili že najdeni take, tudi tam na eni fotografiji, ko ste videli, gre za starodavni simbol, ki se začne v teh krajih nekje v 6. 5. stoletju pred Kristusom že visi z določenih fibul ali pa z določenih pasij, ki seveda krogec s bukicami, simbol sonca, sonce seveda pomembno. No, zdaj govoril sem o tej zgodbi, kako so Rimljani to gradišče uničili, verjetno v času dveh najpomembnejših Rimljanov, ali tistega prvega, ali tistega drugega, kakorkoli, ampak vendar tej arheologija vedno malo zaplete zadeve. Pobrali smo veliko živalskih kosti, ovca, koza, neki tudi prašičev, in smo potem dali datirati en tale kozi zob tukaj. Zdaj tista prva datacija, obe datacije sploh tale, pri 95% verjetnosti gre za datacijo z načinom razpadanja izotopa, ogljikovega izotopa 14. Čisto hitro. Ko bom jaz umrl, pa vsi vi, pa tudi drevo, ko umre, karkoli na tem svetu umre, se ogljik izotop 14 neha v nas tvoriti. To pomeni, da če me bodo čez let našel moje kosti, bodo znanstveniki na podlagi tega, koliko se je unga C14 izotopov ogljikov v moji kosti ohranilo, zračunali razpolovne dobe in bodo ugotovili, da sem živel. Zelo preprosto, na nek način. Ni tako preprosto, ampak na tak način tudi. Ko umrem, ogljik C14 izotop se v meni več ne odlaga in se ga da izmeriti. V moji kosti čez 2 let, čez 1000 let. Tako smo naredili tudi na tem kozjem zobu. In ta kozji zob je pokazal pa predvsem mlajšo datacijo, 69 po Kristusu, celo nekako razponu do 226 po Kristusu, se pravi zelo globoko naprej v rimsko obdobje. Vse kaže zdaj, tako domnevamo, da ko je bila ta stavba, ki jo raziskujemo, res opuščena, verjetno nekaj desetletij se tam ni dogajalo, pa vsaj nekaj časa, potem tudi nikoli več ljudje gor zares niso živeli, je bil pa prostor seveda uporabljen. In zelo vse kaže, tudi se nam zdaj vedno bolj globlje na te plasti noter grejo, to nas precej preseneča, to je nekaj
zdaj, ali zadnja situacija, vedno globlje smo, so potem naredili neko poravnavo v tisti ruševini in preprosto naredili, kot zdaj kaže, neko lopo za ovce, za koze, nek hleb in s tem tudi povezujemo zdaj ta, se spomnite, to so že lani kazali, tako se je ta nek polkrog kamnu kazal, no zdaj smo dobili tudi na drugi strani, se pravi, imamo praktično tak polkrožni vhod, noter v neko tole pravokotno poglobitev, ki je pa nekoč stavilo na sredini, bi postavljen ta kamen, ki je držal neko verjetno strešno konstrukcijo, predstavljeno se nekaj v tem smislu, imamo neke primerjave iz okolice Beluna, te neke kopane stavbe. In je bilo noter preprosto neka staja, neko zavetišče za ovce, za koze. Se pravi, naselbina ni več živela kot taka, ni bilo več delavnic, ni bilo več hiš, niso več kuhali, niso več jedli, niso več spali, bile so reševine, okoče je bilo uporabljeno kot pašnik in verjetno so ga imeli tudi pripravljali neke zavetišče za živali. Zdaj naš kolega Žiga Šmit, ki nam pomaga, ima take lušne teorije, ki zelo fajn pridejo na takih srečanjih, kot je danes to, ali koridor, ki so spravili ovce za možno, da so jih sortirali, da je tukaj v bistvu v tistem srednjem kamenu pravzaprav sedel pa ovzel, ali pa celo klavnica, ki imamo res cel kutek čeljustih, zob, lobanj. Vse to je možno, ampak vse kar se je to dogajalo v rimski dobi, v prvem, drugem, očitno tudi še začetku 3. stoletja, desetletja po koncu življenja na tem gradišču. To je še en tak, kako se reče, selfie, čudovita slovenska beseda. Zdaj pa res samo še eno izpred par dni, zdaj pa samo še mogoče 2 besedi Janko. Res je super ta stavba, nudi izredne možnosti, tukaj so res, kolegi so zadovoljni, tukaj imamo predavanja, tam sortirajo, berijo keramiko, delajo analize, rišejo, tehtajo. Kolegica Đulija, tukaj bo celo gradivo potem pripravila za svojo ministersko nalogo, kar je čudovito. Zdaj, ena od idej, kaj tukaj postaviti, pa kaj kako zasnovati, če bo tudi vaša skupnost to podprla, je seveda ta, da bi lahko ena od osebin v teh prostorih tudi nekakšen interpretacijski center za to bogato arheološko dediščino tega prostora, za to starodavno zgodovino teh krajev. Kdorkoli so že te ljudje bili, ne bom se zdaj spuščal v teorije, Slovenci, Veneti in tako naprej, kdorkoli so bili naši, vaši predniki in so bili ljudje, ki so oblikovali kulturno krajino tega prostora, ki v bistvu živi ali pa proba živeti še danes. So takrat zgradili prva naselja, so izkrčili gozd, so naredili polja, so imeli njive, vrtove, so imeli krave, ovce, obdelovali so površine, soočali so se z tegobami svojega časa, tako kot se soočate vi, pa mi, in to je ena izredna dediščina in je bilo mogoče res fajn tukaj predstaviti tudi na vzven obiskovalce in zainteresirani javnosti in tako naprej. In s tem bi tudi danes zaključil, ker imam že suha usta. Če pa kaj bo vprašanje, smo pa seveda vsi na že 18 let v Narodnem muzeju Slovenije, mislim, da v svoji karieri nisem tako hitro postavil arheološke razstave kot danes, v dobri uri, se pravi 2 vitrini imenitnih najdb, ki smo jih našli pač letos in že v prejšnjih sezonah zadnje. Hvala. Hvala lepo, Boštjan. Super, razvijaj na vsujoč. Zdaj, mogoče je prilika za kakšno vprašanje. Boštjan je res
večina vas ga je že poslušala, ampak tisti, če ste na novo, on je tudi doktoriral v notranskih gradišč in je največji strokovnjak pri nas za to področje, ali pa nasploh, se drugih pa nisem. Tako da je res priložnost za kakšno vprašanje, če imate, če vas te tišči ne zamudi. Ni treba seveda. No, ampak če je toliko zanimivo, da je za vse temo zdaj. Zdaj drugače, pa čeprav razumem, bo tudi mogoče se na te očala pogledati. Govoril sem preveč seveda v prvi osebi jedline, razstavo smo postavili seveda, to bi res se moral vseh teh letih navaditi. Imamo še druge zadeve, imamo Kevin, pa študenti bodo pomagali vsem, ki jih zanima, da si boste nadeli tale očala, ki vas bodo popeljala ne vem kam, in tudi razne tablice, kjer bodo vse lahko probate, kar je tukaj, te razne mašine, očala za navidezno resničnost in tako naprej, ampak vse, kar je tudi nevidezna resničnost, črpamo iz tega, kar smo odkrili, tako da lahko malo probate, kar smo odkrili mi ali pa naši kolegi tudi v tujini, ampak je zanimiva izkušnja. Ne se bat, ni z leti pogojeno, so bili mladeniči, ki so se ustrašali, ni bila gospa pri skoraj 80, ki je bila navdušena, ko si je nadala VR očala, tako da vse za vse, prav? Zdaj, mogoče sam še to povemo, nova arheološka šola bo trajala na terenu še do 5. julija. Do 5. julija. Začetka julija. Tako da je, če koga zanima, se lahko uspne tudi na babo, ne? Ja, ni problem. Smo nekje do 3 vsak dan, nekje od, ne vem, 9 do 3. Večinoma, ne. Po največjem soncu. Po največjem soncu, ja. Vse imamo sončni simbol, ki ga je odkrila Samsung. Prosim. Zakaj se niso nazaj naselili, oziroma kam so šli? Kaže, da ko je rimska država nadzirala ta teritorij, da preprosto ali je prišlo dejansko, vprašanje je pravzaprav, zakaj so jih sploh napadli. Ker recimo dol v Partivki, ravno dol nad parkom vojaške zgodovine imamo eno gradišče, Kerin, ko imamo so gradišča v Knežaku, nemoteno živijo celo rimsko dobo. Se pravi, prav tukaj slavinsko območje nekaj ni bilo v redu. Očitno je nek lokalni upor, nekaj se je moralo zgoditi. Eno idej je, da Julij Cezar novačil mlade fante za vojno v Gali in to seveda vsi zato niso bili, je prihajalo do lokalnih uporov. In vidimo tukaj, verjetno je bil vzrok nek lokalni upor in ko so ga Rimljani od super sila takrat zatrli, preprosto niso dovolili več, da bi živeli na vzpetini z obzidjem in tako naprej. So jih razselili dol. Tudi so razsuli, da bi pokazali, lejte, kaj se bo zgodilo, če se boste upirati. To je recimo ta bolj militarističen in žal tudi najbolj verjetno odgovorno vprašanje. Je pa res, da ko pa so vsi te dogodki minili, rimski imperij, pobiranje davkov, ceste, tudi ni bilo več ekonomično živeti na hribu, in so se začeli naseljene graditi, postavljati bližji cestam, preprosto zaradi logističnih zadev. Tako da to je vedno nek razvoj, ampak v tem osnovnem obdobju bo verjetno to. Zato je tudi ta množica teh rimskih izstrelkov in vsega tega to nakazuje. Niso jim dovolili, da bi se naselili nazaj. Tam na prvi prosojnici ste pokazali tisti zaklad rimskih novcev. Ja. To pomeni, da so domačini uporabljali te novce. Rimski pregovor prav, pekunja novno let, denar ne smrdi, se pravi, ni problem, ali dolar, ali evro, so jeni, so ne vem kaj. Predno pride do vojaških konfliktov, do zapletov, trgovina vedno že prej laufa. Nikoli niso bile to tam
izolirane skupnosti. Vedno so ljudje se mešali, križali, trgovali, menjali zadeve. Mi recimo, tu so zdaj vse rimski, samo ta dva sta, to imenovana keltska novca, ki jih numizmatiki dolgo niso znali sploh datirati in so bili odkriti skupaj. Kot da bi našel, ne vem, danes malo evro, pa malo dolarjev skrb, ne? In za keltski denar sploh ni bilo dobrih podatkov, da so pravzaprav oni že začeli kovati denar. Rimski denar je pa že zelo dolgo dobro datiran, zato ker je vsak konzul, ko je vladal eno leto, sploh v republiki, kamor posodi, pač je koval svoj denar in se ve, po registri, da je kak konzul bil, se da zelo natančno datirati in so po rimskem denarju tudi keltske potem datirati. Ja, denar kroži ne glede na etnično pripadnost, ne glede na politično pripadnost, to se ni spremenilo. Ampak kdaj pa naj si Kelti začeli delati svoj denar? Drugo stoletje pred Kristusom. Ja, se vzpostavi ta monetarni sistem tudi pri Keltih. A to je srebro? To je srebro. To pomeni, da so malo popili, kaj? Tej keltski so zelo znucani, to je res, medtem ko te niso bili dolgo toliko so perfektno. Te zarezice. Te zarezice, ja, to pravijo numizmatiki. Ok, Rimljani so že vzeli keltski denar, ampak dosti je bilo fejkov, ne? Tudi Kelti so bili zviti in so naredili je bilo jedro, je bilo svinčeno, pa so sam prevlekli srebro na čase. Zato so jih rimski trgovci zasekali. Da so prevletla res cel srebr. Medtem, ko tudi rimski denar se je ponarejal pod bistveno težje, ker da večja regulacija iz strani konzularnih vojska, uradnikov, ki so bili Rimljani zelo pač postavljeni. Ja. Tako da, odlično opažanje. Verjetno je imel neko težo, ne? Ja. To se ga malo popili. Rimski je imel tudi, pri rimskem denarju že malo tako kot z našim denarjem. Eno ima neko vrednost, ki so rekli, to je pa to vredno. Pri keltskem denarju, Rimljani so vzeli samo vzor, koliko je bilo srebro vredno. Niso priznali, da je vredno, če bi bolj nek keltski knjiz so podobne. To ni vredno. Rimljani so že imeli monetarni sistem, so imeli denarje, bondije, so imeli sesterce, so že imeli vrednostni denar, tako kot ga imamo mi. Kelti so imeli sam drobiš, se pravi te četrtinke, pa potem tetradrahme, ker je nekako ustrezni za drahmi grških novcev, ko so se stvarjo po njih sledovali. Rimljani, ko so to dobili, in je bilo vredno sam kot vrednost kovine. Kako so pa, recimo, če en konzul je imel svoj denar, pa naslednji konzul svojega? Ne, to je bilo kar dobro urejeno v republiki, ko se je zapletlo, kdaj se je zapletlo? Ko je Julij Cezar prišel, on je bil konzul, ampak ni hotel biti sam konzul, hotel biti tudi diktator. In potem, zato je bil tudi ubit, ker niso hoteli, da bi bil, ampak pole leta se zadeve tako odvili, da je potem njegov posilovnic je pa postal absolutni vladar. Prej, dokler je ta konzularni sistem funkcioniral, so preprosto je bil tak družbeni dogovor in tudi prejšnji denar prejšnjega konzula je bil isto vredni kot ta mojka metalka. Ni je bila vrednost, je bila vredni, pač denari je bil srebrnik. Sesterci, dobakren, novec je bil tok in tok srebrnika, ni bil kar sistemu postavljen. Ni bilo težav. Če bi več vprašanj? Hvala lepo, še enkrat. Super.